Lepo pozdravljeni, spet smo z vami v podcastu v Središču, tokrat z novimi poslanci skupne liste NSi SLS Fokus in naš prvi gost je novi poslanec Aleksander Gungelj. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Lepo pozdravljeni. Midva se bova kar tikala, sva se dogovorila, ne? Povej mi, kakšni so občutki, si se že privadil, zaenkrat bi lahko rekli predvsem na nov naziv, ne? Ker še nekih aktivnosti takih poslanskih še ni ravno, ne? Res je, zdaj je dokaj umirjeno in tudi čisto po prvici se bolj kot navajam na novo, se odvajam od starega delovnega mesta, ki je bil tudi dokaj zahteven in mi zdaj ta čas tega praznega teka kar ugaja, ker tudi dopust sem si težko privoščil in zdaj mi je kar to malo polni baterije. Ne bom jaz te razlagala, kdo si, kaj si, pa bova skozi pogovor te tudi predstavila, pa tudi konec koncev neke tvoje želje ali pa pričakovanja od poslanske funkcije. Javnosti oziroma vsaj delu javnosti si poznan kot direktor zavoda Hrastovec, torej poseben socialno-varstveni zavod in večkrat poveš, da je to tudi nek tvoj, kako bi rekla, otrok na nek način, veliko si dal na to in poskrbel za razvoj tega zavoda, tudi ker gre za področje, ki je v Sloveniji precej zapostavljeno. Torej, zadnja leta pod tvojim vodstvom se je zgodilo kaj? Predvsem sem si želel, da v Hrastovcu pomagam ljudem, ki živijo v gradu Hrastovec. Se vemo, da je 700 let star grad, ni primeren za bivanje za današnje razmere. In tudi ko sem prevzel funkcijo direktorja v zavodu, sem si zadal nalogo, da ta grad izpraznim, kar mi je zdaj v 5 letih skoraj uspelo. V gradu je ostalo še 13 ljudi, katere bi tudi v mesecu dni lahko tudi preselili, vendar so me prehitele volitve in ta druga funkcija, ampak verjamem, da bojo tudi moji nasledniki poskrbeli še za te ljudi. Ampak ja, zavod Hrastovec je posebni zavod, ker so nameščeni ljudje z najtežjimi težavami v duševnem zdravju ali pa duševnem razvoju. In za te ljudi nekako res smejo čuti, da sem jim pomagal in tudi ti ljudje so name polagali veliko upov, da se bojo preselili v boljše okolje, v bolj lokalno med ljudi in tudi v zadnjih letih, ko se to intenzivno dogajalo, saj smo v 4 letih preselili skoraj 200 ljudi v lokalno skupnost in za njih poskrbeli v boljših pogojih in tudi ko vidiš to hvaležnost teh ljudi v očeh, da so res iskreno hvaležni in potem ti to da energijo in neki zagon za naprej in potem tudi, ko jih srečaš, ko te sprašuje, kdaj pa bojo še oni šli, ko so še ostali, imaš nekaj načrte in lahko malo neko upanje daš, da bojo tudi oni se lahko vključili nazaj v neko normalno življenje. Tako da ja, to je bilo moje delo zadnjih 5 let in mislim, da je bilo dokaj uspešno, kar so tudi priznali zdaj od mojih sodelavcev, pa bi rekel do samega vrha, tudi predsednica republike je bila častna pokroviteljica naše najnovejše enote v Lenartu, kjer smo zgradili 9 objektov, preselili 70 ljudi v sam center Lenarta. Potem tudi varuh človekovih pravic je gostil letos v januarju varuhe iz Slovaške in pa iz teh vzhodnih držav in jih je pripeljal v Hrastovec, lahko bi jih peljal kamorkoli v Sloveniji, ampak on je pokazal to našo pot iz gradu, potem teh obnovljenih dependans in pa ne nazadnje tudi enote v Lenartu, ker imamo 4 hiše za najtežje zavarovane enote in je tudi pokazal to pot v Sloveniji, kaj si želi in pa tudi kam Slovenija, v kateri smeri se razvija na tem področju in je to prikazal kot neki vzorčni model in pa tudi ti predstavniki drugih držav so potem bili tudi presenečeni, kako daleč smo že z temi najtežjimi oddelki, zavarovanimi, ker vemo, da je odzem svobode z sklepom sodišča in da te ljudi lahko namestiš in jih tudi nekako oskrbiš v sami lokalni skupnosti in ni bilo ene težave, ni bilo nobenega protesta. Tudi moram se zahvaliti županu lenarške občine, gospodu Krambergerju, ki nas je takrat, ko smo se preselili, pričakal naše stanovalce z vrtnico, vsakemu posebej je dal in to je bila neka posebna gesta. Vemo, da ko se podobni zavodi selijo, da jih pričakajo protestniki in pa težave, no v Lenartu se je to zgodilo na drugačen način in tudi smo imeli zdaj leto dni
septembra, kar smo v Lenartu in ni bilo enega incidenta. In čeprav vemo, da se tudi v normalnih razmerah lahko kaj pripeti, ne, kaj šele v takih posebnih zahtevnih razmerah, ne, in se zaenkrat še ni bilo nič kaj hujšega, no, tako da mislim, da dobro funkcioniramo in da smo dokazali tudi ostalim zavodom, da se tudi da najtežje oziroma najranljivejše populacijo preseliti v lokalno skupnost, seveda z vso podporo, ki pač potrebujejo. Kaj bi mogoče svetoval tistim krajem, če se ne motim, na Primorskem je bil tudi en tak primer, kjer se je dogajalo ravno to, da lokalna skupnost ni bila pripravljena na te premike. Kako se je to pri vas zgodilo samo od sebe, ali ste, ne vem, imeli neke projekte oziroma nek dialog, da je stvar tako gladko stekla? Ne, samo od sebe se malo tako zgodi, sploh pozitivnega. Ne, tudi mi smo imeli v preteklosti podobne težave, ne, sicer smo začeli s tem preseljevanjem že pred 20 leti, ampak tudi takrat smo tudi v Lenartu takrat poskušali najeti hišo in so bili protesti in nismo se je takrat na Vosu bolj premislilo. Potem tudi v Trnovski vasi, to je blizu Lenarta proti Ptuju, nam je takratni župan podaril staro osnovno šolo, zgradili so novo, ker jim je bila ta premajhna in je podaril našem zavodu. Mi smo takrat tam pričeli z pripravljanjem te naše enote, ki je tudi v samem centru ob osnovni šoli in kulturnem domu. In takrat je ta župan izgubil volitve, ker župan, ki ga je nasledil in ki še sedaj župan, je dejansko na njem nabiral politične točke, ampak sedaj po 20 letih, ne, pa ta župan nam ponuja dodatne parcele in si želi, da pridemo, ne, ker takrat je bila opcija, ali v to bivšo šolo postavijo, mislim, da zaženejo disko ali pa da se premestijo ti ljudje z posebnimi potrebami. No in sedaj se je pokazalo tudi, ne, da ko smo mi tam bili tudi, sicer v Trnovski vasi imamo starejšo populacijo, ampak vedno redno hodijo na obiske od vrtca do osnovnih šol, do Karitasa, Rdečega križa, vse te inštitucije, ki pač tam delajo, ne, in tudi včasih pravim, da za ti otroci, ki so takrat pred 15 leti prišli kot iz vrtca k nam na obisk, ne, ti so zdaj odrasli ljudje in ti nimajo dobene težave več z drugačnostjo, ne, so odraščali z nami in ta populacija, ki sedaj tam, bi rekel, postaja aktivna, ne, nima več dobene težave in seveda zdaj vidijo, da smo tam precej boljše, kot če bi tam bil disko in vse, kaj pač to prinese zraven v takem malem okolju, je samo pozitivno in tudi nas vključuje v vse prireditve in seveda tudi imajo sami nekaj ljudi, ki so lahko pridejo k nam živeti in mislim, da je to taka dobra zgodba, ki je najprej bila negativna, sedaj pa jo vedno dajem za vzor ostalim in tudi če je kaki pomislek, ne, da lahko predstaviš to, da ne, čez 15 let pa se izkaže nekaj izkušnje in potem vidiš, da tudi ta družba, ki odrašča skupaj z vsemi našimi, ne, vsi pač nismo zdravi, tako kot bi si želeli, ne, in da če to sprejmeš, potem je to bolj čisto drugače, no, tako da se da. V tem trenutku je zelo aktualno področje dolgotrajne oskrbe, tudi če ta segment ne sodi neposredno pod to novo definicijo oskrbe, si zelo dobro seznanjen tudi s tem področjem, tako da računamo nate, ko se bo ta zadeva urejala, ne. Kaj se tebi zdi, tako kot opazuješ, verjetno imaš tudi stike z izvajalci dolgotrajne oskrbe, odhajajoča vlada je vse skozi vztrajala, da je zadeva delujoča, da je super, da se je nekdo končno tega lotil. Kakšna pa je praksa, kaj pravijo ljudje, kakšne zgodbe prihajajo do tebe oziroma kaj prepoznavaš kot ključne vrzeli? Ja, bi to dodal ne samo, da vi oziroma naša poslanska skupina pričakujejo od mene to področje, ampak tudi kolegice, direktorice in pa direktorji domov za starejših je često po Sloveniji veliko upov vlagajo v mene in me tudi pišejo, kličejo, ne, svetujejo, prosijo, ker tako kot je zdaj že tudi javnosti po volitvah predstavljeno, ne, to ni neki uspešen projekt te vlade, ne, pač pa je zelo nasedli projekt, čeprav se strinjam in ne, vem, da bomo morali dolgotrajno
oskrbo poskrbeti in pa jo zagnati v taki meri, da bomo imeli vsi nekaj od tega, ampak zdaj v tem trenutku deluje dolgotrajna oskrba samo v zavodih, ki so bili, prenešeni v to novo okolje oziroma v tam po novem zakonodajo, ampak vse ostalo pa stoji, ne, ampak to dolgotrajno oskrbo smo že prej imeli, se zavodi so prej funkcionirali. Res je, da so finančno bili precej podhranjeni, kar so si zdaj pomogli, ampak tudi po volitvah se je hitro prišlo do sreditve in se tudi ta sredstva dodatna, katera so jim pomagala malo zadihati, jim že ukinjajo, ne. Da pa ne govorimo o vseh ostalih dolgotrajno oskrba na domu, ki se sploh ne izvaja ali pa z zelo mali meri, kar pa je največji problem ne finančno, pa ne zakonsko, ampak je problem pomanjkanje kadra, kar pa se je vedelo naprej, se tudi domovi so imeli prazne postelje že prej zaradi tega, ker niso imeli dovolj kadra. In zdaj so vsi ti domovi, ali pa večina, podpisali pogodbo, da bojo skrbeli še, ne vem, za 3-4 občine za oskrbo na domu, ampak s čim, ne, to je vedlo se, da je to samo pogodba na papirju, ker dejansko tudi občine so bile prisiljene, da podpišejo te pogodbe, čeprav so vedele, da podpisujejo z domom oziroma z zavodom, ki kadra za to nima. In seveda bi pol naenkrat čez noč bilo potrebno to oskrbo veliko speljati in delati. No, zdaj včeraj sem lih ravno čital mnenje sindikata in pa mislim, da tudi sindikatu upokojencev, in pa svobodni sindikati Slovenije, ki opozarjajo na to, da je samo 0,5% se je zagnalo te oskrbe na domu, koliko je bilo planirano, ne, in pol pa recimo ta tudi podpora v skupnosti je samo 1%, tako da to je res, to ne moremo sploh reči, da to funkcionira in to bo trebalo, mislim, da tudi malo širše zastaviti, tudi za malo, bolj zlaično populacijo, ker vemo, da tega kadra ni, ne, vemo, da pač zdravstveni kader za te zdravstvene storitve bo moral biti, ne, pristojen, vse ostalo pa se lahko moče razširiti tudi na kak drugi kader, ker samo z uvažanjem kadra iz Filipinov in podobno ne moremo delati dolgotrajne oskrbe na domu. Jaz sem pred volitvami že tudi organiziral eno okroglo mizo v občini Benedikt, ki je bila zelo dobro sprejeta in je bila dvorana polna, kjer sem povabil tudi strokovne sodelavce iz Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo in pa vse okoliške župane. In tudi tam sem predstavil, ker sem že naprej, preko se je to dansko pokazalo, vedel tudi, da pač ta sistem ne bo funkcioniral brez kadra. In tam tudi sem pozval vse, da bi pač se naj občine vključile in tudi vse kapacitete, ki jih imajo, tudi od nevladnih organizacij, ki pokrivajo to socialno področje in pa tudi drugi kader, da bi, ne, če bo se občina sama organizirala in se tu nastavile dobro, bo potem tudi občine lahko nekaj od tega imele, tudi bo denar ostajal v občini in sistem bo funkcioniral. Če pa pričakujemo vse od teh velikih javnih zavodov, domov starejših, da bojo hodili z Maribora, recimo pa pol Pomurja pokrivali, oni pa sami nimajo dovolj kadra za svoje potrebe, vemo, da je to naprej izgubljena situacija. Kar pa škoda, ker dolgotrajna oskrba kot taka bi lahko zaživela, ampak pravim, treba je marsikaj spremeniti in prilagoditi in pač tudi to na nek način zagnati. Zato, da bi zadevo spravili v življenje, rabimo neke življenjske pristope, ne? Zdaj se zdi, da je mogoče vse tudi malo preveč zbirokratizirano, ne? Absolutno, ja. Tudi zaenkrat ni drugo kot denar, ne. Ja. Denar je zaenkrat dovolj, vse ostalo pa manjka, ne, ampak se to je veliki sistem, trebalo bo zagnati, ampak mislim, da je to lahko dobra zgodba, če se res dobro pristopi k temu in pa širše in pa da se vključi čim več deležnikov. Sicer so občine zdaj vključene, ampak občine so v tem trenutku bile zakonsko prisiljene, ne, ampak mislim, da večina občin sploh ni vedela točno, kaj jih je doletelo oziroma kakšne odgovornosti so se prevzeli. Tudi zdaj se ne znajde, pričakujejo od teh večjih sistemov, da jim bojo pomagali, ti sistemi pa so bili sami na robu preživetja. Že z temi kapacitetami, ki so jih imeli, kaj šele, da so prevzeli takšne odgovornosti in to se samo od sebe ne bo rešilo, če ne bo prišlo do nekega bolj življenjskega pristopa in pa do neke širše konsenza tudi na tem področju. Zdaj so videla, da imaš vse v nulo naštudirano, kar se tiče socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe. Kaj je še takega, kaj misliš, katera področja so ta, v katerih se boš gibal kot poslanec? Vemo, da ni vedno vse tako, kot bi sam želel, ne? Ampak vseeno mogoče, kaj so tvoja težišča? Jaz sicer prihajam iz čisto podeželja, imam doma tudi manjšo kmetijo, imeli smo tudi konje, sicer zdaj jih več nimamo, ker ni bilo več časa za to. Imamo še nekaj živali, tudi sin študira veterino v Ljubljani, tako da smo zelo spet iz tega kmetijskega področja, tudi odraščal sem v kmetiji, ker smo imeli z Perutnino Ptuj tudi farmo piščancev in smo res tudi stroje, kombajne in tako naprej, od otroštva naprej. In tudi to področje me zelo zanima in tudi to naše okolje, tudi moji volivci v
verjamem, da so me v veliki meri podprli, so tudi iz tega področja, ne, in tudi oni pričakujejo, da se bo na področju kmetijstva kaj spremenilo in predvsem to, tudi kar sam vidim, ne, pa sam vseeno se vpet v te birokratske sisteme, ogromno je zelo jih duši ta birokracija, ne, marsikaj bi trebalo poenostaviti, ne, in vsi pravijo, da bi oni rajši delali na polju in da z nekimi podobnimi pristopi, kot so v Avstriji, kjer so neki pavšali, ne, in so pač potem tudi lahko nadzori in kontrole, ampak ne pa, da ne se kmet ukvarja več z birokracijo, kot pa z delom na polju in seveda pol si težko konkurenčen. Vemo pa, da hrana je strateška dobrina za državo, ne, in tu vemo, da smo zelo podhranjeni, večina nismo samozadostni in mislim, da bi se tu dalo marsikaj narediti, ljudje so pripravljeni delati, ampak delati na tem področju, ki ga obvladajo, ne pa, da se ukvarjajo z birokracijo in dejansko več stroškov porabijo za to birokracijo in za to podporo, kot pa za samo kmetijstvo in za razvoj podeželja. Tako da tudi tukaj vidim precej, je pa res, da tudi naše okolje in sploh občina Sveta Trojica zelo vlaga na turizem. Tudi sam sem del te zgodbe, tako da tudi tukaj mi ni tuje, ne, imam dopolnilno dejavnost registrirano, turistično kmetijo, s katero sem se prej ukvarjal, še kot nisem bil direktor, potem je zmanjkalo časa, tudi zdaj ne verjamem, da bo kaj dosti več, no, ampak tudi to področje že kar skoraj 15 let dobro poznam in tudi se srečujem z društvom turističnih kmetij in tudi tukaj mi je področje kar precej znano, no, in tu me tudi veseli skoraj bolj kot pa vse ostalo, ampak ja, tako da kar nekaj področji bi lahko delal, no, pa vem, ampak predvsem vem, kje so težave, ne, rešitve pa mislim, da pride po samo od sebe z pogovorom za tisti, ki to delajo in ki imajo izkušnjo na tem področju, ne, tako tudi iz sociale, ne, zdaj, tako kot jaz recimo, ko sem bil toliko let v socialnem varstvu in z vsemi temi izkušnjami, sem prepričan, da iz prve roke vem, ne, kaj je treba spremeniti, ker vem, kjer smo imeli težave, kaj nas bremeni in tudi vem, kaj zdaj kolegice in kolege, ki so ostali v tem polju, kakšne težave imajo in kaj je treba najprej narediti, da bojo sploh lahko zaživeli in pa vse to zagnali, tako da, ja. Poznaš pa to past, ne, ki se zgodi, ko pride nekdo iz realnega življenja v politiko, ne, da potem ga ta sistem in to kolesje potegne vase in se potem obstaja nevarnost, da se malce preveč oddalji od resničnosti, ne? Kako boš ti poskrbel za to, da se to tebi ne bo zgodilo? To mi je tudi povedal eden od bivših poslancev, ne, je rekel, ko sem prišel po 2 letih, sem hotel oditi iz parlamenta, ker je se pač podrlo vse to, kar sem hotel narediti, ne. Tudi se ni strinjal z njegovo poslansko skupino, pa to ni bila naša poslanska skupina, ampak rekel, potem pa vseeno dosežeš neke premike, neke manjše točke, katere pa te pol ti dajo neko zadovoljstvo, da si pa vseeno nekaj naredil, ne. Jaz vseeno sem tudi kot direktor največjega zavoda bil vpet v to dogajanje in tudi tukaj smo se trudili, ampak če si dovolj prodoren in pa zagnan, ne, smo tukaj tudi na tem področju premaknili neke meje, ne, in vidim, da zdaj ostali pol lahko sledijo, recimo, če samo omenim, da sem pisal strategijo preobrazbe zavoda našega in potem bi to bilo tudi primer vsem ostalim, nadzorovala me tudi mednarodna usmerjevalna skupina iz Škotske, iz Češke, iz Anglije, in bili so 3-kratno ocenjevanje, ko so bili prvič, so rekli, da sicer imam dobre zamisli in pa dober načrt, ampak vse kratkoročno, ker jaz sem vedno poudarjal, da bi rad izselil vse ljudi iz grada Hrastovec, ki je neprimeren, ne. Oni so potem mi napisali, da pač je dobro, ampak da moram gledati bolj dolgoročno. No, ko so bili zdaj tretjič, ko sem spisal, potem sem si formiral tudi manjšo delovno skupino, taki sodelavci, ki so bili bolj z pogledom vnaprej, ko smo to sestavili in napisali, je tudi sodeloval Inštitut Republike Slovenije socialno varstvo iz Ljubljane, ampak potem so bili zelo presenečeni in so bili navdušeni, ne, da bi to bil model tudi za celotno Slovenijo, kar ti pol daje, ne, vseeno neki občutek, da si iz nič premaknil naprej, ampak seveda zdaj, ko smo prišli do 2 točke, sta še nam ostale na tem področju in sicer časovnica pa finance, potem pa se zgodijo te volitve in sem naenkrat šel iz tega in so bili kar vsi malo razočarani in tudi zdaj iščejo naslednika, ki bo to premaknil, ampak tako da imam občutek tudi, če sem na tem področju, pa nisem socialni delavec, ne, vseeno napisal strokovne literature in pa to tudi popeljal v to smer, ki se tudi mednarodna skupnost strinjala za tem razvojem, da verjamem, da bomo tudi v državnem zboru ne bomo le narli in da bomo predstavili kaj se bo dalo. Seveda pa ne vem, mislim, se zavedam, da ne moreš premikati gore, ne, ampak pravim, tudi z manjšimi premiki v pozitivno bom zadovoljen. Si boš tudi ti zastavil za 2 mandata, za vsak slučaj, ne? Ne.
Mogoče je tudi ta prednost, ne, ker praviš, da ne boš izkoristil stanovanja v Ljubljani, ampak da se boš vozil vse to trojico nazaj in se pač zdaj lahko rečeva vračal v Ljubljano, ne. Kar te bo vseeno ohranjalo v stiku z domačimi kraji, ne, in konec koncev tudi z volivci. Ja, to je to vse, Ljubljana zdaj ni daleč, je samo, ko so pač ta gradbišča na cesti, tako kot se je tudi danes dogajalo, ko je se zamaknilo za 1 uro, ampak ja, drugače pa mislim, da to veliko se jih vozi dnevno tudi iz naše kraje v Ljubljano na kakšne druge službe in tudi to meni zaenkrat ne predstavlja, sicer čisto po pravici, prej nisem imel časa se nekaj, mislim, bolj poglobiti v kakšne misli, ne, ker vedno v službi tam sem imel 5 minut službe, doma si bil v 5 v 1, tam si že bil v drugo, no zdaj, ko se pa peljem v Ljubljano, pa si 1,5 ure sam v avto, pa lahko marsikaj predelaš, razčistiš, in potem malo, mislim, da tudi malo to dobro deluje, ne, da nisi non-stop pod pritiskom, non-stop nekaj vpet, ne, in da tudi ta sprostitev dejansko, čeprav si v avto, no, da ti, mislim, da ti dobro pomaga. Ja. Kako pa sicer poskrbiš za recimo temu odklop ali pa vsaj preusmeritev misli in umiritev duše? Zdaj najprej, ko sem prevzel to direktorsko funkcijo, ne, takrat sem se vpisal takoj v šolo, tudi na magisterij iz menedžmenta. Torej si se dodatno obremenil. Res je, ampak ker veliko obremenitev je bila v službi, takrat na začetku, prvi 2 leti je bilo ogromno anonimk, si se mogel zagovarjati na mesečni nivoju od ministrstva vse do premijeja, so me pošiljali grožnje, ampak vseeno pol, ko se nekako prebiješ, ampak če si šel domov, si vedno premleval prvo zadeve, ki bi si hotel premakniti službo, vse težave, tudi takrat smo bili finančno zelo v stiske, kot seveda še zdaj vedno ne, ampak vedno je bilo tako, da če nisi preklopil na kaj drugega, pol si bil v službi cel dan, cel popoldne pa še po noči, ne. Ko sem potem šel na predavanja, ki sem imel 3-krat tedensko, vseeno si prišel tja, čeprav drugi ti mlajši študenti, ne, so prišli, so takoj začeli funkcionirati, jaz sem rabil še 1 uro, da sem iz službe prišel na predavanja, pa potem do 8 zvečer, ne, si pa potem že čist preklopil in ko si prišel domov, si razmišljal o šoli, ne več o zavodu. In spet tisto mi je bila, čeprav je bila dodatno obremenitev, ja, in so te zelo, ne, tudi vikendi so bili zelo zasedeni, ampak vseeno nekako si lahko preklopil. Jaz mislim, da mi je bilo, čeprav je bilo obremenjeno, ampak mi je bilo lažje, ker si imel neki razlog, ne, da si pretrgal. No, zdaj, ko pa se vse bolj sprostilo, pa ko se je šola končala, pa to potem pa imamo tudi doma kužek, ko smo si kupili in tudi imamo bigla, in ki potrebuje veliko gibanja in smo z ženo dosti na sprehodu, ne vsak dan smo si vzeli čas, če je lebil. Drugače pa tudi imam še eno posebno veselje, malo že od moj oče ima kužo z motorji in tudi sin je zdaj že v motorjih, ampak bolj v motocross verzija, tako da tudi imamo tako doma manjši del, da lahko malo tam tudi sprostimo kakšne višek energije in tudi tako, da se da preklopiti. Ja. Torej imaš tudi 2 že razmeroma odrasla, že sinova, vsaj en je že odrasel, ne? Eden pa je tik pred tem domov, no, tako da, ja, sin Tine je bil, sicer je prej študiral na biotehnični, sedaj je se vpisal na fakulteto za veterino v Ljubljani, lahko se pohvalim, da je bil diamantni maturant. No, tudi uspešno pelje zdaj tudi to veterino, ima vse izpite narejene, tiste, ker so časovno potrebne. Drugi mlajši sin pa je sicer star bolj letos 18, je hodil v srednjo zdravstveno šolo, 3. letnik in ima pa želja, da bi šel na radiologijo v bodoče, tako da se tudi zelo trudi in sam za sebe se zaveda, ne, kakšni cilj si zastavil, tako da tudi si dosti prostega časa nameni temu, da res dobi te ocene, da bo zbral točke, da se bo moče lahko vpisal. Torej, naravoslovca po mami, torej. Ja, tudi žena je diplomirana medicinska sestra. Tako da mislim, da ja, jaz mislim bolj, da sem ta starejšega jaz okužil z veterino, ne, ker smo vedno imeli doma kakšne živali pa to in tudi se od malega oba odraščala od konji do kakšnih teh manjših živali, ne, in mislim, da vseeno to toliko pripomoglo, da jaz si nekako odraščal z tem občutkom za živali, tako da moje to, da je veselje in pa ga zelo veseli, to je to področje. Zdaj ti dajem še eno tako nehvaležno nalogo za konec. A veš, ponavadi ne, vedno se išče zarečen kruh politikov, ne, a če si želiš postaviti recimo neko vodilo, nek moto za svoj poslanski mandat,
bomo potem čez 4 leta zavrteli, pa bomo videli, a zdaj to a še živi ali si kakšen zarečen kruh pojedel. Reciva temu, da ne bo take obremenitve, kaj te bo vodilo skozi tvoj poslanski mandat, kaj si boš rekel, ko bo težko, kaj si boš rekel mogoče v trenutkih, ko bi vse najraje spustil iz rok. Jaz sem si že nekako zdaj zadal nalogo in tudi nekako obljubil mojim bivšim kolegom in pa kolegicam, da bom se zelo trudil na tem področju dolgotrajne oskrbe in da bi tu rad premaknil to polje v neko, bi rekel, uporabno smer in pa če to uspemo v teh 4 letih in da čez 4 leta to področje dejansko funkcionira in da bomo tudi, naj sam povem, da imam 8 let do upokojitve, tako da tudi to področje je tudi ne samo za druge, pač pa tudi za sebe porihtam zadeve, če bo to področje urejeno in pa varno, potem bo tudi vsem starejšim potem lažje in verjamem, da če bomo skupaj delali in poslušali tudi ljudi iz stroke in pa dejanskega področja dela, da to lahko skupaj naredimo uporabno, če pa bomo pa se zaprli v sebe in samo teorije poslušali, potem pa to področje bo težko zaživelo, kar pa škoda za ves slovenski narod. In jaz mislim, da če to uredimo, da bojo vsi Slovenci imeli, ker slejko prej vsi postanemo starejši in potrebujemo neko pomoč, Predvsem si želim, da bi ta pomoč bila najprej nudena doma, v domačem okolju, da bi čim manj ljudi potem šlo v te domove. Sicer vem, da v mestu moče razmišljajo drugače in si pa želijo to, na podeželju pa vseeno smo ljudje raje doma, ampak ne sami za sebe odrezani, pač pa v nekih manjših skupnosti, kjer lahko tudi vemo, da mladi smo vedno nezaposleni in imamo časa, starejši pa bi se radi družili, rabijo neke stike in da to omogočimo, da v nekih lokalnih okoljih, v manjših skupinah lahko to področje pokrijemo in da funkcionira in da niso ljudje prepuščeni sami sebi. Če to dosežemo, jaz mislim, da je moj cilj glavni dosežen. Odlično. Zdaj v tem podcastu se srečujem večinoma s poslanci, ki ponavadi zelo konkretno govorijo o zakonodajnih rešitvah, premikih takih in drugačnih, tudi za kulisih, tako da se bova še veliko videvala v tem studiu. Želim ti vse dobro, uspešno delo in verjamem, da je bil glas zate dobro unovčen. Hvala. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali, se vidimo kmalu.